Okoliščine odkritja glasbila nedvomno kažejo, da najdba izvira iz časa, ko so Evropo poseljevali neandertalci. Glasbilo je ležalo sprijeto v brečo v bližini ognjišča, v plasti z značilnimi neandertalskimi orodji. Prve kulturne ostaline anatomsko modernega človeka, med njimi koščena konica z razcepljeno bazo, so ležale približno 2 metra nad plastjo z glasbilom. Absolutno starost glasbila so arheologi najprej poskušali določiti z radiokarbonskim datiranjem vzorcev kosti in oglja, odvzetih v plasti z glasbilom. Z radiokarbonsko metodo je mogoče datirati vzorce stare do 60 tisoč let. Vendar so datacije vzorcev starejših od 50 tisoč let problematične. Težava, ki se s starostjo vzorca povečuje, je kontaminacija z ogljikom, ki poveča možnost napačno določenega datuma. Pozneje so bile plasti v divjih babah 1 sistematično datirane z metodo elektronske spinske resonance, katere doseg je do 2 milijona let. Rezultati novega datiranja so pokazali, da večina najdb na najdišču zaradi starosti ni primerna za radiokarbonsko datiranje. Prvotna ocena starosti glasbila, ki je temeljila na radiokarbonskem datumu 45.100 let pred sedanjostjo, je bila premlada. Datiranje z metodo elektronske spinske resonance, opravljeno na zobeh jamskega medveda, odvzetih iz plasti z glasbilom, je pokazalo, da se je plast odložila v času med 60 in 50 tisoč leti pred sedanjostjo. To pomeni, da je glasbilo iz divjih bab 1 najstarejši pihalni inštrument na svetu in da je vsaj 10 tisoč let starejši od najstarejših znanih pihalnih inštrumentov anatomsko modernega človeka.